Jaz sem Janin, tale moj gost je pa Miran Stanovnik, ena od slovenskih legend. Kaj pa nočna orientacija? Ja, tisti je bilo meni simpatično, ampak nekaj novega, ne. Tako da v bistvu, ja, vsemu se moraš prilagajati. Meni je bilo zanimivo spet vsaka stvar, česar smo se lotili, še najbolj tisto, kar sem dosegal oziroma doživljal prvič, se je potem zgodilo, pokazalo, da je blazno simpatično in blazno zabavno. In kaj smo počeli takrat po noči? Ja, po noč, jaz mislim, da smo v bistvu, če se prav spomnim, imeli nekaj tudi task, tudi preizkušnjo z avtom. Nekdo je bral zraven, ti si podnev, jaz vem, da smo imeli eno preizkušnjo, ko je podnev si popisal točno, za katerem grmom, na kateri razdalji moraš iti levo ali pa desno in tako naprej. In potem si bil odvisen samo od tistega, kar si podnev napisal. In se je potem ta voznik, ki je pač poslušal tebe, mogel potem ravnati. Jasno, je pa tudi, vem, da smo tudi peš imeli nočno orientacijo, se pravi, dobil si določeno traso, ki si jo mogel pod določenimi kurzi pa čim hitreje pa z določenimi ovirami premagati in to je to. Še malo matematike, ki bi človek mislil, da jo ne boš namreč pisala, je 0,05 kilometra, ne? Ja. Večina potem misli, aha, to je pol kilometra verjetno, ne? Pa ni bilo. Pa se je izkazalo, da ni. Moral si pa v določenem času priti do določene točke, čez hrib. Tako. Kaj smo še delali? Žago smo žagali, pa nekakšne spretnostne vožnje po blatu smo imeli. To, potem smo izdelovali most. Se spomnim iz debel, treba je bilo prečati eno tako razdaljo, kjer se lahko most zgradil s pomočjo debel, ampak to ne tisti most, da se potem lahko peleš čez ne vem kako vehementno in zanesljivo, ampak most je bil sestavljen iz 3 prečnih debel, 2 debli sta bili zvezani skupaj, da je šlo desno kolo. Ti smo na levi strani pa samo eno deblo in smo jih zvezali tako, da se niso premikali levo-desno. Na drugi strani si bil pa odvisen od tistega, ki ti je kazal smer, ne? Ali obrni kolesa tako ali tako. Skratka, če padeš v luknjo, si pač kriv. Nekaj si narobe naredil. Pa še znameniti Monkey Bridge, se ga spomniš? Ja, Monkey Bridge je bil tudi zanimiv, nam je dal tudi pač kakšno odrgnino tukaj spodaj pod kolenom ali pa karkoli takega, to, ker je bila taka tehnika, da na Monkey Bridgeu si pomagal z tem, da si z eno nogo zahakljal tisto vrv, potem si se pa z rokam vlekel čez na drugo stran. Ja, super, ne, tako da smo od teh opic že tako evolucijo naredili, da smo tle včasih izgledali nekaj kot začetniki, ampak jasno, dobra zgodba. No, spomnim se, da takrat, ko si skočil dol špage, si moral še dirjati v hrib, in to zelo strm hrib, potem dol in izmerili so ti pritisk pred tem in po tem. Pa se šli v trip, seveda. Ja, seveda, pomembno je bilo tudi to, kako si ti v določenih stresnih situacijah reagiral, kako je tvoje telo reagiralo na obremenitev, na stres, kako se je puls dvignil in potem tudi v koliko času se je ta puls spustil na tisti pričakovan nivo. Tako da v bistvu oni so dobili določene parametre o tebi, kakor bi zdaj rekel, da gremo testirati ciklistiko na motorju, pa potem pogledamo računalnik, kaj se je zgodilo. Kako smo se pa kaj različne Jugoslovanije takrat razumeli med sabo? Takrat je Jugoslavija ravno razpadala, to je bilo leta 1989 in nekateri narodi so bili precej jezni na Slovence. V bistvu, jaz moram reči, lahko da sem bil naiven, lahko da me te zadeve niso zanimale, jaz se tega ne spomnim, da bi kdaj bil deležen niti v vojski prej, niti potem na teh dogodkih, kdaj kakšne opazke na račun Slovencev posebnih. Lahko da so bile, ampak jaz jih nisem zaznal. Jaz moram reči, da sem bil zelo pristen v prijateljskih odnosih, tako z prijatelji, ki so prihajali iz Bosne, Srbije, Črne gore. Meni je bilo super.